Dobro, spoštovani župani, gospod podžupan, spoštovani županji, direktorica Regionalne razvojne agencije, spoštovani poslanci, spoštovani novinarji, lep pozdrav vsem ob pričetku prve redne seje Sveta Koroške regije, odkar je ta naloga in čas pripadla torej naši občini Ravne na Koroškem. V prihodnem obdobju se bomo torej srečevali na Ravnah v tej sejni sobi naše občine na sejah Sveta Koroške regije. Današnji dnevni red, oziroma najprej ugotavljamo sklepčnost, ugotavljam, da Svet Koroške regije je sklepčen, prisotni je večina županov, iz občine Ribnica na Pohorju pa je z ustreznim pooblastilom udeležen gospod Klančnik, podžupan občine Ribnica na Pohorju. Mislim, da se nam bo še pa župan občine Mežica pridružil na današnji seji. Po tej ugotovitvi sklepčnosti prihajamo na potrditev dnevnega reda. Dnevni red ima v pisni sklicni obliki 7 točk. Dodal bi pri tem sklicu 7. točko in bi točka predlog in pobude postala 8. točka, in sicer na pobudo Regionalne razvojne agencije bi opravili dodatno odločanje o točki z naslovom Imenovanje nadomestnih članov v razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija, in pri točki 7 bo direktorica RRA Koroška gospa Karmen Sonjak podala razlago, zakaj in pa tudi kako bi opravili odločanje v tisti točki. Torej razširjam predlog dnevnega reda 7. točko in ta predlog in pobude postane zaporedno gledano 8. točka. In ta dnevni red dajem v razpravo. Zdaj zgolj tehnično opozorilo, zaradi snemalnih naprav je priporočeno, in vas bom prosil, da se oglašate za mikrofonom, za tem govorniškim pultom, da bojo lahko potem preko lokalnih in regionalnih televizij ljudje lažje slišali, kaj bomo danes razpravljali. Prosim, svoj čas. Dober dan. Imam predlog razširitve dnevnega reda, in sicer pod točko razno ali pa dodatno točko bi predlagal uvrstitev točke v zvezi z problematiko Koceroda. Zjutraj me je direktor seznanil, da ima težave z uporabnim dovoljenjem za odlagališče zmes, in ker smo danes ravno na kupu vsi župani, ustanovitelji Koceroda, bi bila morda priložnost, da podaljšamo to sejo z to točko dnevnega reda, kolikor bi se vi strinjali. Direktor bo predstavil problematiko in mi lahko že zavzamemo neke sklepe o tem. Hvala. Zdaj direktora tu še sicer ni, ga bodo obvestili. Ja, če sprememo... Ja, v vsakem primeru bomo o tem lahko razpravljali, sem vprašanje kot točko ali kot predlog in pobude članov sveta. Ampak ni problem, kot mislim, da poslovnik omogoča, da uvrstimo torej še 8. točko na dnevni red z splošnim nazivom problematika Kocerod, sam predlog sklepa, oziroma problematika Kocerod, uporabno dovoljenje odlagališča zmes, potem pa bomo dobili predlog sklepa strani gospoda direktorja Plevnika. Torej 8 točk plus 9, potem postane 9. predlog in pobude. Še kakšna razprava k dnevnemu redu? Če ne, predlagam torej sklep, da sklep se glasi: Svet Koroške regije potrjuje predlagani dnevni red prve redne seje sveta v mandatu 2016-2017 z temi dodanimi točkami. Kdo je za? Gospod Močnik bo štel glasove. Kdo je proti? Noben proti, ustavljam, da je dnevni red sprejet. Gremo na naslednjo točko, torej drugo, potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta Koroške regije v mandatu 2015-2016. Ta zapisnik ste prejeli v pisni obliki, dajem v razpravo ta zapisnik. Predlog sklepa pa je, da torej potrjujemo zapisnik. Če ni razprave, predlagam sklep, ki se glasi: Svet Koroške regije potrjuje zapisnik 6. redne seje sveta v mandatu 2015-2016. Kdo je za? Vsi za. Sedaj se nam pridruži tudi župan občine Mežica, torej smo soglasno prisotni. Potem 3. točka dnevnega reda, tudi seznanitev oziroma potrditveni sklep zapisnika prve dopisne seje Sveta Koroške regije. Tudi ta zapisnik je v gradivu, sklepa se glasi o potrditvi tega zapisnika. Odpiram razpravo k temu zapisniku. Če ni,
predlagam sklep. Svet Koroške regije potrjuje zapisnik prve dopisne seje sveta v mandatu 2016-2017. Kdo je za? Vsi za? Hvala. Prehajamo torej na prvo vsebinsko točko, poročilo o izvedenih aktivnostih priprave regionalnega razvojnega programa za Koroško regijo za obdobje 2014-2020 in dogovora za razvoj regije Koroška 2016-2019. Tu bi kar prosil za uvodno poročilo gospod Karmen Sonjak, direktorico regionalne razvojne agencije, ki bo podala dopolnitev k pisnemu gradivu, ki je bilo tudi predloženo Svetu Koroške regije. Prosim. Dober dan, lep pozdrav še z moje strani. Poročilo o izvedenih aktivnostih na izvajanju regionalnega razvojnega programa za Koroško regijo in pa za postopke za sklenitev dogovora za razvoj regij je bilo dano k samemu gradivu. Zato bi jaz morda samo podala izključne zadeve, s katerih smo štartali z pripravo regionalnega razvojnega programa, tako da osnutek regionalnega razvojnega programa je bil sprejet tako na svetu Koroške regije kot na razvojnem svetu in potem oddan za mnenje. Mnenje je bilo pridobljeno v letu 2014, potem je tudi bilo pozitivno mnenje na sam regionalni razvojni program strani MGRT-ja. Potem je bilo objavljeno povabilo za pripravo dogovora za razvoj regij. Tudi ta osnutek dogovora je bil pripravljen v okviru zahtevanemu roku. Obravnavan je bil tako na svetu regije kot na razvojnem svetu in seveda takrat se je tudi začel, izveden je bil tudi uraden ta dialog, sestanek za pripravo projektov med ministrstvi in pa regijo s predsednikom razvojnega sveta. In s tem se je potem tudi ta pravna zadeva nekje zaključila, začeli so se pa seveda potem aktivnosti po tem oddanem dogovoru, ko skoraj 6 mesecev nismo dobili nobenega feedbacka strani ministrstva in so sledile strani regije dejansko pozivi, dopisi, klici in pa aktivnosti medsebojne dogovarjanja za sestanke. Tako je letos junija bil podano tudi poročilo o sestanku dialoga, ki je nekje še v začetku junija bilo izvedeno med regijo, to se pravi med predstavniki agencije, med predsednikom razvojnega sveta. Tega sestanka sta se udeležila oba predsednika, bivši, predsednik in pa sedanji predsednik in pa predstavniki ministrstev. Naprej mi daj. Takrat je potem, ta zapisnik je bil potem obravnavan tudi predložen samemu svetu za obravnavo in seveda temu so se potem pa sledili komunikacije, dogovarjanja z posameznimi ministrstvi in pa tudi tako z MGRT-jem kot z Ministrstvom za okolje in prostor kot z Ministrstvom za izobraževanje. Bil je tudi podan poziv sami vladi, to smo delali v avgustu, predvsem za umeščanje naših prioritetnih projektov. To gre predvsem, da malo spomnim, za 3-4 glavne projekte, to je mobilnost, širokopasovno omrežje v regiji in pa čistilne naprave in sekundarni vodi ter vodooskrbo. Na teh 4 projektov so potekala glavna pogajanja za umestitev, za neposredno potrditev. Zadnjo tako bolj aktivno dogajanje, poleg teh vseh mailov in pa dopisov, je bilo na tem sestanku z ministrico iz SVRK, to je z Alenko Smrkolj, kjer pred tiskovno konferenco na Peci, in takrat so tudi potem je bil močnejši odziv in pa izvedeni sestanki z Ministrstvom za okolje in prostor in pa seveda tudi z zagotovitvijo, da bodo pogledali, kaj se z vladnim gradivom, ki se sedaj pripravlja, dogaja in kateri projekti bodo umeščeni. Zdaj, glavna
pozicija, stanje je to, da vlada pripravlja, pravzaprav ministrstva pripravljajo vladno gradivo za dogovore za razvoj regij, v katero naj bi vključili tiste projekte, za katere imajo namen skleniti dogovore z posamezno regijo. Odgovor je bil, da v to proceduro priprave vladnega gradiva regije oziroma agencije ne bomo vključene, ko pa bo vladno gradivo pripravljeno in gre v javno razpravo, pa bo dostopno pravzaprav vsem, tako regijam kot ostalim akterjem. Tako da nekje termin je rok 14 dni, nekje pravijo, da nekje v novembru naj bi to gradivo vlada obravnavala in ko bo to sprijeto oziroma potrjeno na vladi, bodo dali to gradivo razvojnim svetom in pa svetom regije in potem bo na nas, da ali to sprejmemo ali pa seveda se s tem razvojni svet ne strinja z projekti. Tako da to je zdaj potem sledi še procedura verjetno v tem naslednjem mesecu. Kar se tiče določenih projektov, so povedali, da bodo izdali razpise. Zadnja najava razpisov je bila pred 14 dnevi objavljena na strani Ministrstva za gospodarstvo, tako da zdaj pričakujemo še pretekli teden naj bi bil objavljen razpis za inkubatorje in tehnološke parke, ni bil objavljen, tako da trenutno ne vem stanje, kaj se je med tem zgodilo. Imeli smo tudi sestanek na direktoratu za les, predvsem iz vidika vzpostavitve centra za les. To je na sestanku je sodelovala županja občine Dravograd, pa tudi predstavniki direktorata za les in pa direktor javnega sklada za regionalni razvoj iz Ribnice. Tako da povzetek bi pol tudi morda prosila izhodišča, da županja pove, ampak v glavnem je bil sklep, da se nekje aktivnosti peljejo za vzpostavitev centra na Koroškem in da te aktivnosti je direktorat predstavil tudi nadzornemu odboru novoustanovljenega podjetja in tu bi bila možnost seveda tudi potem v nekje v povezavi z aktiviranjem zdaj obstoječega podjetja, ki je v stečaju, za vzpostavitev neke celostne verige v predelavi lesa. Tako da to je zdaj zadnje stanje, ki smo ga mi izvajali, seveda so pa nešteto klicev in pa mailov za same pridobitve odgovorov, ki jih pa zlepa pravzaprav tudi ne dobiš strani uradnikov na posameznih ministrstvih. Hvala, gospod Karmen Sonjak, direktorica Regionalne razvojne agencije Koroške. Zdaj pri tej točki, poleg tega seznanitvenega sklepa, kjer smo se seznanili torej s tem poročilom, ki ga je podala direktorica, mislim, da bodo predlagana vsaj dva še sklepa glede lesnega centra in pa tudi glede tretje razvojne osi. Tretja razvojna os je tudi pomemben del našega regionalnega razvojnega programa, ni pa sva del dogovora za razvoj Koroške regije, žal. Zato bi smo mogoče kar pozval zdaj župana, ki bo ta predlagala dodatne sklepe za tretjo razvojno os oziroma hitro cesto, gospod Tasič, tudi v funkciji predsednika odbora Koroške regije za izgradnjo tretje razvojne osi, ki je imel mislim, da prejšnji teden v petek pomemben sestanek z obilo informacij in napovedi na Darso in bi prosil kar gospod Tasiča, da poroča najprej on o tej zadevi, o kateri smo se sicer sestali 1 uro pred samim tem današnjim svetom Koroške regije. Potem pa mislim, da je on bo tudi lesni center predstavil. Aha, dobro. No, kot draž lahko vi pol predstavite, ni problem. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Prejšnji petek, petek nazaj smo imeli sestanek ožje delovne skupine Ministrstva za infrastrukturo, Darsa in predstavnik odbora za izgradnjo tretje razvojne osi Koroška na Darsu v Celju. To je eden v sklopu kar nekaj sestankov, ki so bili v zadnji polovici leta
na temo predstavitve študije upravičenosti izgradnje ceste na 3. razvojni osi. V tem času je bil izdelan elaborat obravnava možnih scenarijev izgradnje nove cestne povezave v koridorju severnega dela 3. razvojne osi na odseku avtocesta Velenje-Slovenj Gradec. Namen te strokovne podlage je bil ugotovitev možnosti, faznosti ter preveritev različnih scenarijev izvedbe v povezavi z stroški gradnje. Ugotovljeno je bilo, da ekonomska upravičenost lahko pokažejo podrobni modelski izračuni dolgoročnih učinkov. Multiplikativni učinki investicije se ugotavljajo tako, da se vsi možni scenariji preverijo še z vidika dolgoročnih ekonomskih učinkov. In to je bilo narejeno strani Inštituta za ekonomske raziskave Ekonomske fakultete v Ljubljani in v petek smo bili seznanjeni z rezultati te študije. Rezultati te študije govorijo v prid izgradnji 3. razvojne osi, še posebej v prid izgradnji 4-pasovnice, ker že sama izgradnja hitre ceste pomeni 40 milijonov evrov več na bruto družbenem proizvodu Koroške. To pomeni, da ta študija je en dodaten plus za odločitev komisije na Ministrstvu za infrastrukturo, ki se bo do konca leta odločila o načinu in modelu projektiranja 3. razvojne osi. Kljub vsemu pa terminski plani na nek način poskušajo zajeti to, kar je bila obljuba ministrstva in predsednika vlade na Koroškem, da bo konec leta 2018 se začela fizična izgradnja na trasi 3. razvojne osi. Jaz predlagam, da kljub tem nekim pozitivnim trendom, ki se dogajajo, sprejmemo en dodaten sklep, ki smo ga v preteklosti že pravzaprav po vsebini sprejemali, in sicer, da Svet Koroške regije ponovno odločno zahteva, da se na odseku 3. razvojne osi na Velenje-Slovenj Gradec peljejo postopki prioritetno in neodvisno od postopka na odseku avtocestni križ Velenje. Takoj naj se prične s projektiranjem in odkupi zemljišč. Svet Koroške regije, še posebej glede na rezultate študije IER-a, zahtevamo projektiranje 4-pasovnice in dopuščamo faznost izgradnje 3. razvojne osi. Zahtevamo tudi čim prejšnji sprejem poroštvenega zakona, ki je osnova za financiranje 3. razvojne osi. Hkrati ponovno zahtevamo hitrejšo rekonstrukcijo in obnovo obstoječih državnih cest. Na nek način celotna zgodba je zgrajena iz strokovnih izhodišč in političnih izhodišč in to, kar mi lahko je seveda ta pritisk, da se postopki peljejo hitro in da se postopki peljejo kvalitetno v to smer, ki je zastavljena in da neodvisno od odseka, kjer se sprejema državni prostorski načrt, bi naj bil na odseku Velenje avtocestni križ sprejet do konca leta po zagotovilih vlade in ministrov. Ne glede na to je odsek Velenje-Slovenj Gradec, kjer je DPN že sprejet, pripravljen za to, da se prične s projektiranjem, z odkupi zemljišč in z nadaljnimi postopki, da se začne izgradnja tako, kot so terminski plani zastavljeni. Ta operativna skupina bo nadaljevala z delom, medtem kdor spremlja medije oziroma Facebook, Mladinska iniciativa za izgradnjo 3. razvojne osi ima poseben sklop aktivnosti z poslanskimi skupinami v parlamentu, kar je vezano tudi na poroštveni zakon in seveda ostale aktivnosti, ki bo seveda po tej plati, ki je možno pritiskati, da se zadeve ne ustavljajo in da zadeve gredo naprej. To je v zvezi z 3. razvojno osjo, če že ima kdo kako vprašanje ali dilemo. Hvala gospodu Tasiću. Zdaj v besedi se javlja poslanec Državnega zbora. Zdaj to štejem še kot neka uvodna poročila pred samo razpravo Sveta Koroške regije. Zdaj, če bo gospod županja, ne boste zdaj še. Prosim te, gospoda Ranca. Ja, lep pozdrav vsem županom, tudi predsedujočemu. Jaz bi se seveda dotaknil te razprave, tudi predsednika te delovne skupine, ki je bila formirana tudi na pobudu vseh nas. Mislim, da gre za en kvaliteten premik pri projektu 3. razvojne osi. Tudi sam kot podpredsednik odbora za infrastrukturo in skupaj s kolegoma poslancema
zelo intenzivno delamo na področju aktivnosti, ki se tiče tretje razvojne osi, tako da mislim, da smo na delovnem sestanku pred tem že tudi ugotovili, da je zaznatene pozitivne spremembe, vendar da je pa zelo pomembno, da se osredotočimo na tisti del, ki se tiče predvsem nas, to je pa predvsem pričetek izgradnje tretje razvojne osi na odseku Velenje-Slovenj Gradec, ker mislim, da je tukaj zadeva tako daleč umeščena in da to daje seveda priložnost, da se v okviru poroštvenega zakona, ki bo sedaj šel v proceduro, ta odsek začne graditi čim prej in da mi ne bomo dejansko ujetniki umeščanja trase od Šentruperta do Velenja. Moram seznaniti tudi, da smo v okviru kluba koroških poslancev tudi zbirali podpise med poslanci, ki na vsak način podpirajo tretjo razvojno os in pa seveda tudi traso od Šentruperta do Velenja, tako da verjamem, da bo tukaj prevladal nek razum v zvezi s tem in da ne bomo tudi tokrat mogoče korošci talci pa ujetniki umeščanja neke trase na nekem odseku. Tako da vsekakor podpiram ta sklep, ki ga je formuliral dr. Tasič in mislim, da bo tudi nam poslancem v oporu, da bomo te aktivnosti nadaljevali. Bi pa tudi to rad povedal, da izredno pomembno je odziv, a ne, vas županov, enotnost pri vseh projektih, ki jih zastopamo v Ljubljani. Jaz bi večkrat dajem za primer prakso delovanja primorskega okolja, da bomo rekel, primorskih poslancev in županov, ki se dobesedno skupaj pojavljajo v Ljubljani in dejansko z skupnimi močmi prej dosežene te cilje, ki si jih zastavijo. Zdaj, dovolite mi, da bi, ker sem ravno pri besedi, če mi predsedujoči dovoli, da se bi dotaknil tudi lesnih centrov ali se pol, ker bi rad navezal na zadevo, ker ravno govorimo o primeru primorske prakse, jaz večkrat rečem primer, a ne, kar je za Primorce drugi tir, pa Luka, za nas je to tretja razvojna os in pa seveda gozdovi kot priložnost, a ne kot naravni vir. In tudi tukaj bi vas rad seznanil, da je parlament letos sprejel zakon o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti. In ta zakon o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti predvideva ustanavljanje lesnih centrov za zbiranje in predelavo lesa. To pomeni, to niso zgolj neki centri in skladišča za hlode, tu so tudi centri za predelavo lesa. Tukaj bi moral tudi demantirati gospoda Ficka, ki se je pojavil prejšnji teden na radiju, ki je trdil, da zakon tega ne omogoča. To ni res, zakon to omogoča in prejšnji teden je vlada celo sprejela smernice za konkretno tudi konkretizirala te priložnosti. Tako da tukaj mislim, da je zopet ena taka izjemna priložnost in tu bi seveda na podoben pristop, kot pri tretji razvojni osi, kjer smo strli moči in sile, na nek način pozval, da nek podoben sklep sprejmemo tudi tukaj. Pozval bi tudi z tega mesta tudi lokalne koalicijske partnere, ki so mogoče tu malo zadržani. Mislim, da tu smo mi trije poslanci v okviru tega kluba koroških poslancev enotni in seveda bi bilo treba tudi, da lokalno okolje se z vso silo zavzame za ta projekt, ker to pomeni seveda priložnost za vznik neke proizvodne v tem lesnem centru za zbiranje in predelavo lesa v Otiškem Vrhu, ki ima odlično infrastrukturo, okolje, površine in mislim, da je to seveda odlična priložnost, da se to na nek način tudi čim prej realizira. Seveda časa ni veliko, mi to povezujemo v parlamentu tudi z gospodarsko škodo, ki nastaja zaradi sanitarne sečne, ker les ostaja v gozdu, ni teh centrov za zbiranje in predelavo lesa in generira se ta gospodarska škoda iz naslova lubadarja. Samo v 20 letih je bilo to milijardo škode, iz tega naslova. Z izgubo
lesne industrije pa je celo v zadnjih 20 letih bila škoda okrog letnega proračuna, okrog 9 milijard, tako da na vsak način tu vidimo izjemno priložnost. Ne samo Slovenije, predvsem pa Koroške, ker veste, da smo mi trije poslanci dali pobudo, da bi bil sedež tega podjetja na Koroškem, tu žal nismo uspeli in zdaj je seveda priložnost, da dosežemo, da se ta lesni center za zbiranje in predelavo lesa kot največji čim prej v najkrajšem času formira tukaj. In tako da na tak način podpiram oba sklepa, ki sta naravnana povezovalno, da tu mogoče včasih pozabimo na bistvu na odkot prihajamo, če povežem na politiko tukaj, predvsem moramo biti Korošci enotni, kakor bomo enotni, bolj bomo enotni, bolj bomo močni v Ljubljani. Hvala lepa. Hvala poslancu gospodu Rancu za to razpravo oziroma še na nek način poročilo uvod, ker ste se sestankovali. Center Ligna je najbrž nekaj drugega, ampak vendarle govori o vzpostavitvi lesne predelovalne vrednostne verige v regiji in svoje to zdaj nekako vsebinsko, saj povezano z temo te točke dnevnega reda, torej poročilo izvedenih aktivnosti RRP. Smo še pri oblikovanju sklepov, no zato prosim županjo Dravograda, občine Dravograd, da poda tudi predlog sklepa, kot je gospod Tasič prej podal predlog sklepa za 3. razvojno os. Mislim, da bo tudi tu podan predlog v zvezi z lesnim centrom na Koroškem. Prosim. Hvala lepa za besedo, vsem lep pozdrav. Sam gospod poslanec Danilo Ranc je lepo opisal ta naš problem. Mi se pač veliko zdaj ukvarjamo s tem, kako oživiti lesno dejavnost pri nas. Spoštovana kolegica, kolegi, vi se spomnite, da smo mi o tem, da bi imeli lesni center na Koroškem, govorili že kar nekaj časa nazaj in smo tudi sprijeli določene sklepe. Takrat žal seveda nam to ni uspelo. Zdaj, ko pa se je ustanovilo to podjetje, Slovenski državni gozdovi, pa se nam zdi, da je res priložnost, da lahko nekaj iz tega tudi iztržimo. Prav tudi je, saj živimo med samimi gozdovi. Tako kot je povedala gospa direktorica RRA-ja, smo se skupaj z županom Kovšetom in še z nekaterimi udeležili sestanka na MGRT-ju prejšnji petek in smo dobili vtis, da so seveda z nami, da nas podpirajo v naših prizadevanjih, da bi se vzpostavil ta lesni center v Otiškem vrhu, se pravi na področju, kjer je še zaenkrat živa lesna industrija, vendar ne toliko, kot bi mi želeli. Hkrati pa smo šli tja s tem namenom, da se odkupi tudi tovarna ivernih plošč v stečaju, Iverica, ki jo tudi poznate, in se zagotovi, da bi se vzpostavilo novih 200 delovnih mest. Poleg tega sestanka smo imeli sestanek tudi pri nas na občini Dravograd in sicer poslanec gospod Kopmajer je pripeljal gospoda Ficka. Tudi z njim smo se pogovarjali o tem, kako si mi zamišljamo ta lesni center oziroma odkup same tovarne ivernih plošč, kar nekaj bolj takih natančnih opisov nam je dal, ampak na koncu smo vseeno ugotovili, da tudi on nas podpira v teh prizadevanjih. Zato bi jaz predlagala, da sprejmemo danes naslednji sklep. Svet Koroške regije zahteva vzpostavitev lesnega centra na Koroškem. Družba Slovenski gozdovi d.o.o. mora v najkrajšem možnem času zagotoviti ustrezne podlage za umestitev lesnega centra Koroške. Potrebno je obuditi in ponovno zagnati tovarno ivernih plošč v Otiškem vrhu in tako zagotoviti celoviti proces predelave lesa v kakovostne izdelke z višjo dodano vrednostjo. Prosim. Hvala, gospod županja. Jaz bi zdaj prosil oba, ki imata predloge sklepov, da jih nekako data k meni, da mi lahko prebral pred glasovanjem oziroma jih morda pred glasovanjem še sama enkrat predstavita, da bodo člani Sveta Koroške regije točno vedeli, o čem glasujejo, ker v pisni obliki teh sklepov pred sklicom te seje nismo imeli. Zdaj, gospod Škotnik se je javil k uvodu te točke, pol pa, ja, okrog lesnega centra, izvolite, pol pa mislim, da bomo počasi, da boste na vrsti. Aha. Ja, lep pozdrav vse skupaj. Mogoče bo malo v drugi obliki še nekaj dodal. Seveda odločilno je pravzaprav v premiku ali pa premik, ki je nastal
na tem področju pristopa ali pa podpiranja vlade temu državnemu podjetju, ki se seveda nekako izpostavlja ali pa postavlja lesno industrijo vse v državnem smislu, državnih gozdovih na neke temelje, je pomembno seveda ta izhodišča, ki jih je vlada sprejela prejšnji teden, to se pravi izhodišča za pripravo strateškega načrta poslovanja tega državnega podjetja. Kot je prej omenila županja, zajema pravzaprav ta izhodišča vse in tudi na Koroškem je možno povezati zdaj vse tisto in na osnovi tudi Iverke, ki je zdaj, graditi naprej, kar je bilo mogoče bolj nedorečeno in marsikje se je govorilo, na Iverko so pozabili, verjetno se z Iverko ne da nič več narediti. To je jasno napisano in celo omenjeno znotraj, da se bo lahko postavljali tudi tovarna oziroma proizvodna lesne volne in ivernih plošč, proizvodna sušenje lesa, lepljencev in tako naprej. Tu je pravzaprav en tak začetni center, ki bo dolgoročno preprečil prodaji lesa v tujino in to moramo zdaj vedeti in ključnega pomena, jaz mislim, da lokacija bo prav gotovo v Tiškem vrhu, da bo ključnega pomena tu odigrala občina Dravograd in jaz upam, da bo, ker ti brez mimo občine ali pa župana se stvari ne bodo mogle zgoditi na tem zemljišču. Hočem reči tu, da se bo tu postavilo neke temelje, kjer se bo poklicalo tudi lesarje, da ne bi zdaj pa, nimam nič kaj proti gozdarjev, ampak zelo dobro dela in gospodarijo z gozdovi, ampak moramo biti pa odkriti. Ko pa se enkrat pridemo do hloda, dalje smo pa tisti, ki so lesarji ali pa smo lesarji, znamo verjetno malo bolje gospodariti. In tudi te stvari bo treba začeti izpostavljati v tem smislu, da se bo začelo na tem tržiti in da bomo nekako dokazali, da se da iz tega lesa doseči enako ali pa višjo ceno tudi doma, ne pa samo v Avstriji. Tako da tu bo treba, zelo pomembna zadeva je to, ker se zdaj nekako pred vrati je tudi zakon o gozdovih, v celotnih, to se pravi tudi privatnih in jaz upam, da če se bojo na državnem nivoju temi gospodarjenju z državnimi gozdovi stvari okrog teh centrov postavile na neka realna in pa ciljno usmerjene stvari, potem bo sledili tudi privatniki in na Koroškem imamo pa sploh tega lesa zasebnikih veliko več kot pa državnih gozdov, tako da potem bomo lahko v naslednjih letih prišli do nekih novih delovnih mest, v prvi vrsti pa seveda, če se bo Iverka ohranila, pa mislim, da se bo pa že tule kar od 150 do 200. Tako da jaz mislim, da tule bi prosto res župane, vse, ko je rekel prej Danilo, župani morate skupaj dati, da bi dali podporo tu županju Dravogradu. Mislim pa, da ni tu nobene kritike med sabo, ker to je stičišče vseh treh dolin. Vse tri doline imajo nekako enako pot do tega centra, lokacije, tako da tu bi bilo treba združiti stvari in jaz mislim, zdaj, ko to vlada podpira, da se bo to kmalu zgodilo. Hvala lepa. Hvala poslancu gospodu Škodniku. Zdaj bi pričeli z razpravo Sveta Koroške regije. Dva sklepa torej smo dobili zdaj v tekstualni obliki za tretjo razvojno os v 2 točkah in tudi za lesni center v bistvu v 2 točkah. V enem delu, torej, da se strinjamo z vsemi aktivnostmi na tretji razvojni osi po točko 1, po točko 2 pa ponovno zahtevamo hitrejšo rekonstrukcijo mnogo državnih cest. Pri lesnem centru pa tudi 2 točki strukturno, torej prva točka, da Svet Koroške regije zahteva vzpostavitev lesnega centra na Koroškem od družbe Slovenski gozdovi d.o.o., pa drugič potrebno je obuditi in ponovno zagnati tovarno ivernih plošč v Tiškem vrhu in tako zagotoviti celoviti proces. To se mi zdi, da so vsebinsko vseeno različne točke, zato nekako ta sklep je formuliral en sklep v 2 točkah in drugi sklep v 2 točkah in jih bo tudi gospod Močnik prav prepisati torej na ekran, da bodo bolj jasne. Torej, sedaj pa po teh poročilih 2 poslancev, 2 županov odpiram razpravo Sveta Koroške regije. Prosim, gospod Vošner. Hvala lepa za besedo in pozdrav tudi vsem članom regijskega sveta, poslancem in tudi hvala lepa predsedujočemu, da je ta predlog, ki ga ravno zdaj obravnavamo, uvrstil na dnevni red, ker sem nekako bil predlagatelj te točke in sicer
poročilo izvedenih aktivnosti priprave regionalnega razvojnega programa za Koroško v tem novi tretji po vrsti finančni perspektivi 2014-2020. Jaz moram reči, da nisem odličen poznavalec vseh teh sistemov, ker sem šele drugo leto v tej funkciji, da se več učim, kot pa lahko karkoli dajem vrednostne sodbe. Pa vendarle bi rekel, da je bilo tukaj v ta razvojni projekt vloženo že pred tem veliko truda, tako posameznih občin, ker nastajali so te projekti na ravni občin. Veliko truda je vložila regijska razvojna agencija z svojimi sodelavci. Imeli smo 3-4, tako kot je direktorica izpostavila, sestanke z tudi kompetentnimi ljudmi iz Ljubljane, vendar pri vsem tem se pa veselje konča. Zelo malo operativnega smo na tem področju naredili. Zelo malo. Gotovo je nekaj objektivnih razlogov in na drugi strani pa seveda naša velika pričakovanja. Sami veste, da je ta tretja po vrsti za Slovenijo finančna perspektiva se začela leta 2014 z enim kratkim podaljšanjem tega roka, ampak če smo čisto preprosti matematiki, 3 od 7 let je praktično že mimo. 3 od 7 let. Jaz tudi ne bi sodil tako sistematično pripravljenega gradiva, ki ga je RRA pripravila, ampak tako na prst bom povedal, od 21 razvojnih načrtov, 21 razvojnih projektov, si jih svojo lastno željo želel oceniti, kje smo. A veste, koliko sem jih odkljukal? Tako na pol, 2 ali 3 od 21. Povsod ali skoraj povsod je napisano, bomo analizirali, še nismo pripravili, niso še razpisi. Skratka, napisal sem veliko administrativnih ovir. Zakaj to govorim? Imam eno skromno izkušnjo delati z sosedi na oni strani meje. Eno skromno izkušnjo. Ampak vam resnično povem z domačimi besedami, skoraj delajo hitreje, kot mi mislimo. Vam povem, bom povedal, ko bomo končali ta projekt, o katerem veste, ki ga vodim v eni skromni občini, projekt vodooskrbe, delajo sosedje skupaj z nami hitreje, kot si mi mislimo. In imamo cel kup administrativnih ovir. In tukaj sem malo kritičen. Kje so vzroki, da v Sloveniji izgubljamo toliko dragocenega časa? Mi, župani, bi se morali pogovarjati o novi finančni perspektivi 2020-2027, zdaj ta trenutek. In tukaj obžalujem in bi tu prosil res, kaj lahko na tem področju naredimo. Bom pa izpostavil samo še eno vsebinsko točko v zvezi s tem. Z magistrom Rozmanom smo delali veliko v zadnjih tednih na projektu, tudi enega od pomembnih razvojnih projektov, to je trajnostna mobilnost. Mi smo jo zapakirali v ta delovni naslov trajnostna mobilnost, vsebini pa govorimo tudi o razvoju in o izgradnji kolesarskih poti oziroma kolesarske poti ob Dravi. Če imam pravo informacijo, smo zaradi enih administrativnih zadev izgubili v tem letošnjem letu 150 000 evrov, ker je ena od naših občin planirala in imela z družbo za razvoj cest oziroma DRSI-ja v projektu umestitev in izgradnje faznega dela te kolesarke v Dravski dolini, se zaradi takih ali drugih problemov to ni realiziralo. Gospodje so rekli, ne ježite se na Koroškem, to zadevo bomo mi prenesli v drugo leto. A veste, to je za moje otroke jih šaliti, da bomo neporabljena proračunska sredstva iz leta 2016 prenesli v drugo leto. Škoda, še enkrat izgubljena priložnost. Bi lahko tiste občine, ki imajo ali pa ko imamo že projekte tako daleč narediti, ta sredstva tudi porabila. 150 000 je za kolesarko sicer malo, pa vendarle za Koroško je to velik denar in pomemben denar. Tukaj obžalujem, da se nam je to zgodilo. Kar se tiče pa tretje razvojne osi, vedno nas poslanci opozarjajo in prav je, da moramo tukaj enotno ravnati, enotno podpirati ta projekt. Jaz mislim, da ga ni Korošca, ki si tega in tega pomembnega ali mogoče najbolj pomembnega projekta ne želi. To se pravi umestitev hitre ceste nekje med Žalcem in Braslovčami pa tja do Velenja in z Velenja pod Graško goro do Mislinjske doline in v naslednjih fazah do Dravograda pa tu sem do Ravn. Vsi si to srčno želimo. Vendar vidimo, zopet se nam rojevajo civilne iniciative, zopet se nasprotovanje, še v soboto je bila podobna. In bi samo bil skeptičen, če sem prav dr. Tasiča razumel,
da je Ekonomski inštitut na Ekonomski fakulteti izračunal 40 milijonov evrov dodane vrednosti na letni ravni na izgradnji te avtoceste. Poglejte, če hitro ocenim, sem zdaj v 10 minutah 8 postavk napisal, ki so dodana vrednost na tej hitri cesti. 8 postavk. In če je najbolj znani strokovnjaki so izračunali komaj 40 milijonov evrov na letni ravni dodane vrednosti, bom rekel, da ta cesta nima nobene perspektive. Pa sem prepričan, da je to bilo podcenjevanje in da je to daleč od stvarnosti. Če izpostavim samo hitrost in logistiko na tej cesti, iz Mislinjske doline do Žalca ali Arje vasi, ki se bo pot skrajšala iz 1 ure pa pol tja do pol ure, preprosto preštejte, koliko je prometa, koliko je časa in kakšna je izguba. Če sem prav razumel, dr. Tasič, tako je bilo izpostavljeno, zato sem te vprašal. Da ne govorimo potem o naših slovenskih izvoznikih, ki tukaj na prste ene roke izvozijo okrog 1,5 milijarde. Samo Gorenje, skupaj z sistemom slovenske industrije, jekla in pa MPI ter Taba. Največji 3-4 izvozniki v Sloveniji, takoj za Krko in za Lekom. In to je razvoj slovenskega in s tem koroškega gospodarstva, tukaj pa se nekako podcenjuje na tem področju. Poraba goriva, ekološki učinki, prometna varnost, razvoj gospodarstva, sem dejal, razvoj turizma, migracija ljudi. Vi veste, da hodimo v Ljubljano vsak dan približno 120 000 nas hodi na sestanke iz cele Slovenije. 120 000 nas hodi vsak dan na sestanke v Ljubljano in tudi iz Koroške. In koliko izgubljamo časa. In nazadnje, pred par meseci smo govorili o urgentnih centrih. Pred par meseci smo govorili o načinu reševanja v nujnih primerih in pred par meseci smo govorili, ali bo Slovenija tudi vključena v sodoben helikopterski prevoz v primeru reševanja. Bil je odgovor ne, ker so slabi pogoji. Avtocesta je tudi zdravstvenega iz tega vidika zelo pomembna zadeva. In pa tretjo, lesni center verjetno ga ni, ki ga ne bi podpiral. In odlično, in moram reči, da poslanci, še posebej inženir Škodnik, vlaga v leto dni pa pol ogromno napora v ta lesni center in se mi je zdela v 25 letih najboljša prezentacija enega poslanca, ki je pokazal, kaj je hlod in kaj je dodana vrednost v izdelkih, ki jih lahko iz lesa naredimo. Čestitam ti. Hvala gospodu Vošnerju, tudi za to utemeljitev potrebnosti tretje razvojne osi. Gospod Tasič bi želel dopolniti rahlo nejasnost. Samo pojasnilo. Vse ostale stvari, ki si jih omenil, so bile že v osnovi izračunane in že pripravljene. Dodatno ta torej ta raziskava, ki jo je IR delal, še dodatno k vsem te dodani vrednosti, ki je bila že izračunana, v njihovem elaboratu obravnava možnih scenarijev izgradnje tretje razvojne osi in je to dodatna študija, ki še dodatno daje teh dodatnih 40 milijonov dodane vrednosti. Pomeni, ni samo to dodana vrednost, ampak bistveno več, zato ker vse ostalo je bilo že upoštevano, to pa še ni bilo upoštevano v tej študiji in to je še dodatno. Prosim, a celotna dodana vrednost, teh podatkov nimam tule, no. Te pa nimam, ampak krepko iščem. Bom pa dobri te podatke. No, to študijo, ki je dodatna za dodatne utemeljitve, za dodano vrednost, bo javna potem, ko prestane to recenzijo, ne vem, kaj vse je omenjeno. No. Skratka, ta študija bo javna in zagotovo so te koristi nad 40 milijoni evri BDP-ja, kar je gospod Vošner sedaj porekel. No. Nadaljujemo z razpravo Sveta Koroške regije. Če še kdo, sklepov se je žal v tej točki dnevnega reda veliko nabralo, poskušali bomo naslednje se organizirati, da bodo točke bolj jedrne, zdaj smo pač zmešali v eno točko, torej seznanitev z RRP-jem, tako tretjo razvojno os kot tudi lesni center. Še kdo želi, če ne lahko gremo kar k glasovanju o teh točkah? Gospod Čas, prosim. Vidim, da se sklep v zvezi z pobudo za lesni center še piše, pa bom malo počakal, da vidim, kako bo končno izgledal. Namreč, če mi zdaj odločamo o takih deklarativnih pozivih, ne vem, na koga so usmerjeni in kak bo rezultat tega.
Torej, če rečemo, da želimo obuditi in zagnati tovarno ivernih plošč, to se noben ne bo čutil pozvanega. Če pa damo pobudo kot svet regije, naj podjetje Državni gozdovi v stečajnem postopku se vključijo v postopek nakupa, ker jaz mislim, da Državni gozdovi bi lahko aktivno posegali tudi v predelavo lesa, ne samo v gospodarjenje z hlodovino. Potem mislim, da bi ta pobuda preko poslancev tudi in pa preko direktnega poziva vodstva podjetja Državni gozdovi morda dosegla nek učinek. Glede lesarskega centra so tu veliki problemi z odkupom zemljišč in jaz tudi ne vem zdaj, na kak način bi mi ta zemljišča lahko odkupili. Ali jih bo občina Dravograd odkupila, ali jih bo nekdo tretji. Lesarski center Ligna je imel dobro zasnovo. Na koncu smo videli, da je težava v tem, da niti nismo sposobni narediti nekega konzorcija ali pa podjetja ustanoviti na nivoju regije, ki bi aktivno posegal in odkupil tiste zemljišča, ki so bila prej v enem kosu. Zdaj mislim, da je že več lastnikov. In dokler nisi lastnik, ne vem, kaj lahko sploh narediš. Ker če bi na ustreznem razpisu lahko kandidirali za vzpostavitev lesarskega centra kot regija, kot občine, potem jaz mislim, da moramo imeti zemljišče najprej. Sicer pa je to stvar privatnih investitorjev, ki bodo lahko na te razpise dostopali. Zdaj v tej točki razpravljamo še o drugih sklepih. Podpiram ta poziv, da se gradnja drugega odseka, to je Velenje jug, Slovenj Gradec jug, prične prioritetno. To pomeni, da ne pristajamo na to, da se obravnava odsek A1 Slovenj Gradec v enem kosu, ker to bi pomenilo najmanj 4 leta zamika v izgradnji odseka Velenje Slovenj Gradec, ampak da se prioritetno obravnava gradnja odseka Velenje Slovenj Gradec. Tukaj je že 3 leta sprejet DPN, ni nobenih ovir, da se ne bi ta odsek gradil prej. Ne gradbeno-tehničnih, ne kakršnih koli drugih. Ne smemo pristati, da bomo ujetniki gradnje zahtevnejšega prvega odseka, ki bo veliko dražji in bo torej časovno oddaljil našo prometno rešitev. Nazadnje pa dogovor za razvoj regije. Tu mislim, da je pravzaprav največje razočaranje v teh dolgotrajnih večletnih pogajanj za regionalne, torej ta regionalni dialog je v slepi ulici. In niti en projekt, ki smo jih mi našteli kot prioritetne in jih predlagali v dogovor, pravzaprav ni potrjen. Od najbliže smo zdaj realizaciji teh kolesarskih povezav, ampak to v bistvu je zelo dobro, ni pa niti slučajno to, kar si želimo v regiji. In zdaj bi vprašal pogajalce, razvojno agencijo, kaj lahko sploh naredimo, a lahko v te prioritetne projekte predlagamo nek drug projekt ali bomo čakali, kaj nam bo potem MGRT ponudil, kot tisto izberi ali pusti. In glede kanalizacije, ki je pač največji problem, do leta 2022 moramo urediti sekundarno omrežje, jaz tu ne vidim nobenih možnosti drugih virov v občinah, kot pa, da pridobimo tudi evropski denar. Nekje sem slišal, da tudi kanalizacija bi se lahko pokrila, ampak če je to del nekih večjih, širših projektov. In ne vem, a se da zdaj ta naš projekt izgradnje kanalizacije in pa tudi vodooskrbe nekako predelati v tak projekt, ki bi ga lahko potem predlagali v dogovor za razvoj regije. Pa še ena stvar je, prejle smo imeli sestanek te komisije, pozabili smo vključiti v ta naš predlog tudi poziv vladi, da naj resno preuči ponudbo ali pa to priložnost, ki imamo za izgradnjo logističnega centra v Kinsdorfu na železnici Koralmbahn. In sicer gre za posodobitev proge meja Maribor, Prevalje Maribor. Naj bi se nekako pogovarjali Avstrijci z našo državo, vendar tu mislim, da moramo mi aktivno podpirati to pobudo in zahtevati, da se res država loti obnovitve te železniške proge, posodobitve. Logistični center v Kinsdorfu je pravzaprav pred našimi vrati, najbliže Ravnam, vsemu industrijskemu bazenu na Koroškem, in to je pravzaprav tako pomembna naloga, kot pa tretja razvojna os. Hvala. Hvala, torej to točko smo vključili. Še logistični center. Gospod Cigala, prosim, ja, prosim.
Drugače pa sklepi Sveta Koroške regije se najbrž odpravljajo na ustrezne organe, torej na ministrstva, ko ste osnovi vprašali, pa so v tem primeru na državno podjetje za gozdove. Jaz se opravičujem, nekaj bi pa rada rekla. Jaz sem govorila o tem, da smo mi bili na MGRT-ju zato, da bi družba Slovenski državni gozdovi odkupila Iverko in prostor za lesni center. Mi vemo, da je v planu te družbe 3 lesni centri in eden naj bi bil na Koroškem. In če smo prej gospoda poslanca Ranca dobro poslušali, je povedal, da je možno preko družbe Slovenski gozdovi, državni gozdovi to odkupiti, čeprav je pa sam gospod Ficko dejal, kolikor pač on ta zakon pozna, da to še ni in da bi se morala zakonodaja spremeniti. Ampak zdaj, če je gospod poslanec to razložil, jaz mislim, da potem je to smer treba iti. Se pravi, da se da odkupiti, Dravograd pa te prostore definitivno ima na razpolago, da se kupi in se uredi nazaj. Hvala. Gospod Cigala. Gospa Karmen Sojnek, prosim, dektorica Reda se je odzvala na razpravo gospoda Časa glede pobud oziroma možnosti spremembe izvedbenega dela RRP. Ja, zdaj glede na pobudnika te točke, župana Vuzenice, pa zdaj za to razpravo, zadeva je taka, da dejansko, mislim, Mute, se oprošča, je zadeva taka, da dejansko pobude, ki je nezadovoljstvo, ki se odraža ni samo v naši regiji, je to v vseh regijah in predlog, ki se bo verjetno zdaj oblikoval, je sprememba operativnega programa, to je za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev za leto od 14-20. To pa predvsem iz vidika, ker določeni projekti, kot so nam tudi potem našim povedali, da jih operativni program ne dovoljuje za koriščenje, to je predvsem kolesarke in mrežo kolesarskih poti z 2 podprojektama zdaj rešujemo direktno z institucijami Ministrstva za infrastrukturo, tako da tu iščemo izvedbo do leta 2018. Druga zadeva pa je ta čistilne naprave, seveda tu smo mogli čakati na 11 teh kohezijskih projektov, ki so bile prednostno uvrščeni in za ostanek denarja bojo seveda potem prednostno izbrali tiste projekte, ki so z gradbenimi dovoljenji oziroma ki so pripravljeni ready to go in jih lahko takoj realizirajo. Tu glede na vse dogovore in pa na vse pogovore pričakujemo, da naj bi iz našega 3. projekta, to je čiščenje odpadnih voda, vsaj prišli do realizacije prvih 2 projektov, to se pravi zaključnega projekta odvajanje odpadnih voda v porečju Meže, to je Prevalje in Črna. Za sekundarne vode smo dobili pa obrazložitev, da moramo projekt dodelati oziroma ločiti vse tisto, kar se veže na male čistilne naprave in to smo tudi naredili in tudi ministrstvo poslali ta dopolnjen dokument z stanjem v prostoru in z aglomeracijami. Seveda je pa zadeva tudi, prišli pa smo tudi do tega, da pojmujejo priključitve na čistilne naprave, ki že obstajajo, mi razumemo, da vse, kar se da priključiti na čistilno napravo, je to upravičen strošek in je del projekta. Na samem ministrstvu pa so zdaj nekje tako neuradno navrgli, da pa oni pa mislijo, da so to samo tisti deli, kjer sama priključitev zajema več kot pa 2000 enot. Tako da tu bo še verjetno kar precej diskusije in pa debat, ker do te dikcije do predkratkega sploh nismo poznali. Tako da to nas čaka res kar težek boj, tako je tudi na vseh ostalih projektih. Posebej smo sedeli za projekt širokopasovnega omrežja z Ministrstvom za izobraževanje. Ta del sicer zdaj prihaja na Ministrstvo za javno upravo in bo tudi oni bojo izdali razpis.
Očitek je, da je to pač stvar državnih pomoči in da ne glede na vse utemeljitve ne morejo imeti dvojnih meril, del dati na javni razpis, del pa neposredno potrditi, ker imajo na razpolago 75 milijonov in z 75 milijoni hočejo oni rešiti ta problem za celo Slovenijo. Tako da to so pač realnosti in glede na to, da smo mi zadnjič imeli skupen sestanek vseh agencij, je bil pač predlog, da pristopijo oba vzhodna in zahodna kohezijska sveta za vlogo oziroma zahtevo za spremembo operativnega programa, ker jaz mislim, da drugo leto razen porabe tehnične pomoči ne bojo imeli pokazati koriščenja sredstev. Tako da mi bi radi sami razpisi, da vam pa tudi povem, kako potekajo razpisi. Resorno ministrstvo pripravi razpis ali pa dokumentacijo za neposredno potrditev. Ko je to pripravljeno, mora to predati službi vlade za kohezijsko politiko, to je SVRKO. In oni pregledajo te dokumente, jih morajo oni dopolniti, jih dajo na kontrolo službe državnih pomoči na Ministrstvo za finance in potem dobi resorno ministrstvo dopis za dopolnitve. In to žogico sem pa tja lahko poteka tudi 4 mesece. Imamo zdaj primer enega razpisa, ki je med resornim ministrstvom in SVRKom trajal 4 mesece. In ko SVRK potrdi razpis, gre nazaj na resorno ministrstvo, tam ga mora jih 6 ali pa 7 podpisnikov podpisati in takrat je potem razpis zrel za objavo. Tako da dejansko naša administracija, jaz mislim, da če bomo s to administracijo nadaljevali, da bodo nadaljevali, ne bomo prišli, mislim, da do leta 2020 do koriščenja niti teh sredstev, ki jih imamo zdaj v planu. Hvala direktorici, sicer smo jo najbrž vse razumeli, vendarle ne vem, a je možno razmišljati na strani občine Muta oziroma Slovenj Gradec, ki so se oglašali na to temo o spremembi samega dogovora za razvoj regije. V tem trenutku najbrž je smiselno počakati, da dajo zdaj od sebe, kar so napovedali, potem pa najbrž boste vi se najprej odločili, ali ste za to, da podpišemo dogovor za razvoj regije ali pa gremo v spremembo operativnega programa. Vendarle je zdaj še neka neznanka, kaj bo tam napisalo, poslušali so nas, pogajanja so bila, tam so nas na nek način tolažili oziroma razlagali, zakaj ne gre. Važno je da mediji oziroma javnost, ter tudi poslanci slišijo, da Koroška regija ni bila uslišana pri uresničevanju dogovora za razvoj regije do sedaj, vendar dogovor ni na mizi, da bi lahko podali končno oceno, kot je gospod Čas predlagal, ali gremo v spremembo, kaj je realno, izvedljivo ali pa pač ne bomo podpisali dogovora. O tem pa mislim, da odloča razvojni svet Koroške regije. Mi smo samo del tega razvojnega sveta v skladu z zakonom o skladnem regionalnem razvoju, ki širi to še na gospodarstvo oziroma civilno družbo. Torej, še kakšna razprava. Pri tej točki imamo 3 sklepe. Gospod Tasiče. Glede na to, da sem nekajkrat bil na teh pogajanjih, jaz moram reči, da to niso pogajanja. In to je kritika na stran vlade zaradi tega, ker na nasprotni strani nas vseh, enkrat je bil tudi sedanji predsednik Sveta Koroške regije zraven, na drugi strani sedi 4. oziroma zadnji nivo po ministrstvih, se niso sami krivi, ne morejo odločati o ničemer, ne morejo nič, poslušajo, govorimo eden mimo drugega, oni kimajo, se strinjajo z predlogi, učinkov pa ni. In jaz sem že večkrat opozarjal in jih pozarjam in v Ljubljani in tu in posod. Drugo leto 17, leto 18 bomo ugotovili, da glavnina sredstev kohezije še čaka v Bruslju in da bo tam tudi dočakala koga drugega, ne pa nas Slovence. Jaz se bojim tega. Hvala za dodatno pojasnilo. Gospod Tasiča, ki je bil na teh razgovorih, pogajanjih, oziroma bi rekel temu dvojnemu monologu. Če ne, zdaj predlagam, da oblikujemo sklepe oziroma glasujemo o sklepih. Prvi predlog sklepa se torej glasi: Svet Koroške regije se je seznanil s poročilom o izvedenih aktivnostih priprave regionalnega razvojnega programa za Koroško regijo za obdobje 2014-2020 in dogovora za razvoj regije Koroška 2016-2019. Kdo je za? Kdo je proti?
Sezanitveni sklep je soglasno sprejet. Drugi sklep v 2 točkah se nanaša na 3. razvojno os, in sicer prvič. Svet Koroške regije ponovno odločno zahteva, da se na odseku 3. razvojne osi Velenje Slovenj Gradec peljejo postopki prioritetno in neodvisno od postopkov na odseku AC Velenje, takoj naj se prične s projektiranjem in odkupom zemljišč. Svet Koroške regije še posebej glede na rezultate študije IER zahteva projektiranje 4 pasovnice in dopuščamo faznost izgradnje 3. razvojne osi. Zahtevamo tudi čim prejšnji sprejem poroštvenega zakona, ki je osnova za financiranje 3. razvojne osi. Drugič, hkrati ponovno zahtevamo hitrejše rekonstrukcije in obnove državnih cest na Koroškem. Kdo je za? Soglasno. Ter tisti sklep nimamo sicer formulirano, da podpiramo torej sprejel se pa se glasi, da podpiramo smiselno navizavo logističnega centra v Republiki Avstriji na Koroško regijo. Kdo je za? Vsi. S tem na temu lahko posvetimo pozornost še na prihodnih sejah z dodatnimi razložitvami ljudi, ki so bili v Mariboru oziroma Celovcu. In pa potem še glede lesnega centra sklep v 2 točkah. Prvič, Svet Koroške regije zahteva vzpostavitev centra za zbiranje in predelavo lesa na Koroškem. Družba Slovenski gozdovi d.o.o. mora v najkrajšem možnem času zagotoviti ustrezne podlage za umestitev centra na Koroškem. Drugič, potrebno je obuditi in ponovno zagnati tovarno ivernih plošč v Tiškem vrhu in tako zagotoviti celovit proces predelave lesa kakovostne izdelke z višjo dodano vrednostjo. Kdo je za? 12 za, kdo je proti? Ni. Hvala za sprejem sklepa. Malo hitro je preštevno. Naslednja točka dnevnega reda. Torej državni gozdovi, informacija o stanju državnih gozdov na Koroškem. Tu smo prejeli pobudo članice občinskega sveta občine Mežica oziroma občine Mežica, župana, ki je predlagal, da to uvrstimo na dnevni red. Gradivo v tem primeru je nekako seveda bolj mail gospe občinske svetnice. Bo potrebno seveda pripraviti nekoliko bolj strukturirane točke. Jaz se zato prvi sejo opravičujem. Bomo od predlagatelja v prihodnje zahtevali bolj, bi rekel, strukturiran predlog za obravnavo na svetu Koroške regije, da bodo vse te točke med sabo primerljive, kako so pripravljene za vašo razpravo oziroma odločanje. Gospod Tretjak čaka v sosednjem prostoru. Zdaj, če bi mogoče župan občine Mežica želel podati kak uvod o državnih gozdovih, če ne bomo prosili gospoda Tretjaka, da nam to poda. Dober dan. Torej, pridružil se vam je gospod Tretjak, direktor Zavoda za gozdove oziroma vodja območne enote Slovenj Gradec Zavoda za gozdove Slovenije, in vas bi kar povabil k mikrofonu, da podate torej te podatke oziroma to poročilo, s katerim bi se želel seznaniti svet Koroške regije. Gre pa v tem primeru za seznanitveni sklep, da smo se torej z informacijami, ki jih bomo pridobili, seznanili. In bi kar prosil gospoda Tretjaka za nekje, če lahko rečem, 5 do 10 minutno predstavitev. Bo šlo? Bo šlo, ja. Jaz sicer imam pripravljen PowerPoint, ampak v 5 minutah. Se nam lahko date, no? Ni pa nujno, glejte, materijale, ki smo jih pripravili, smo mi pripravili za vse župane, ne samo pisne materijale, se pravi za vse občine, tako da v bistvu to lahko dobite. Bi pa želel seveda uvodoma samo to povedati, da tole pisanje je tako malo, ne vem, malo s cinizmom, malo pa tudi v nekem nasprotju, ne. Na eni strani govorimo o tem, ali pa vprašanja se postavljajo, zakaj ni več dohodka iz državnih gozdov ali pa s Koroške, na drugi strani pa seveda, zakaj morajo za to biti vlake, ne. V bistvu je zadeva zelo preprosta. Če želimo gospodariti s temi gozdovi in imeti neki dohodek, potem seveda moramo imeti primerno infrastrukturo. Nažalost, tako pač je. In če je odločitev taka, potem je ena primerna gostota, ki je potrebna od 100 do 200 metrov po hektaru, in tega še nismo dosegli, še posebej ne v zgornji Mežiški dolini, ne. Poleg tega trenutno poteka program PRP, ki sofinancira, to se pravi evropska sredstva, s katerih se sofinancirajo gozdne vlake in gozdna mehanizacija, in zato je mogoče tega nekoliko več, ne. Kar se tiče samih količin poseka, mogoče bi jaz tele mape razdelil, da bi, kaj se najlažje bi bilo, ne, da te mape porazdelimo, pa da pogledate vsak svoje podatke.
Kar se tiče samih količin poseka, so pač v okviru gospodarskih načrtov. Vi morate vedeti, da tisti prvi zakon ali pa strategija, ki je bila sprejeta tam takoj v 90-ih letih, je temeljila na akumulaciji prirastka, se pravi posek je dosegal komaj 2/3 prirastka, zadnja, ki je bila sprejeta, strategija razvoja gozdov pa temelji na 85% poseka prirastka, ne. Se pravi, povečali smo to proizvodno in seveda v letu, kaj pričakujem tam leta 20, da bomo sekali nekaj manj kot 400 000, okrog 375 000 kubikov lesa skupaj, vsega skupaj pa zdaj posekamo okoli 300 000, če seveda spustimo sanitarno sečno. Če zdaj poskušam odgovoriti kar neposredno na ta vprašanja, ki so bila postavljena mogoče, kolikor se seveda da. Glejte, skupaj imamo 59 000 ali nekaj manj kot 60 000 hektarov gozdov, površina državnih gozdov je 16 335, ta podatek imate potem na zadnji strani, se pravi, da imamo približno 27% državnih gozdov. Lesna zaloga v teh gozdovih je, govorim za celo območje, ne, je okrog 6 milijonov in prirastek 129 000, pa nekaj manj kot 130 000 imamo prirastka, letnega prirastka. Se pravi, če sumiramo, je prirast okoli 130 000. Zdaj sem se seveda pri suhoparnih številkah, sam drugače ne morem na to odgovoriti, ne. In možni posek od tega je pa 938 000 ali pa 94 000 kubikov na leto. Se pravi, da se še vedno akumulira 10 do 15%, ne. Tako da tista trditev, da se seka več, je malo absurdna. Potem sanitarni posek, jasno, se šteje v skupen posek. Od tega, kar imate zapisano, je sanitarni posek, ne. Tudi to ne drži. Kar se tiče same obnove, je tudi sumarno spodaj zapisana, seveda obnova pada, vlaganja v gozdove padajo, zato ker se proračun tako zasebnih gozdovih, proračun ministrstva krči, na temu seveda sledijo tudi v skladu državnih gozdovih in vlaga je manj, ne. Vlaga se pač toliko, kolikor omogoča njihov program oziroma koliko je finančnih sredstev in toliko tudi zavod izvede. Lahko pa rečem, da seveda ne dosegajo določil, ki jih imamo v gospodarskem načrtu. Realizacija poseka, vidite, po letih je pripravljena od leta 6 do 16 in kaže na to, da v povprečju nikako ni presežen dovoljen posek. To, koncesnine, to je malo čuden podatek, ta podatek smo dobili od vas, ne, leto 16, ne, drugač prejšnji so sicer pridobljeni z naše centrale na zavodu, koncesnine so potem porazdeljene po občinah, mi smo za vašo občino zdaj še pripravili, ta mariborski del smo sosedom dodali za občino Ribnica, za občino Podvelka pa za občino Radlje, zato ker območna enota ne pokriva kompletne površine vseh občin. Tudi tisto je dodano. Zdaj v glavnem podatki so, pripravili smo opisno za vse, jaz ne bi to več komentiral. Kakšno vprašanje rajši, tole se mi pa zdi, to pa ne bi želel odgovarjati na tole pisanje neposredno, ker je tak, no sej. Vse sami vidite, ne. Hvala gospodu Tretjaku za zelo izčrpno analitično poročilo. Žal nismo dobili to, bomo probali sva pri naslednjih točkah dnevnega reda, že tretjič se opravičujem, to dati županom pred samim sklicem seje, kajti informacija je res kvalitetna, transparentna, jasna. Jaz vidim, da župani so z veseljem brskajo po teh podatkih, ki jih najbrž tudi niso poznali. Bomo to zagotovili tudi medijem s fotokopirnim strojem. Tako da, gospod Tretjak, hvala zaenkrat za to poročilo. Če pa ima kdo razprav, bi ga zdaj pač pozval k razpravi. Lahko, če bo kakšno vprašanje, še vas bojo vprašali župani, ki zdaj gledajo to gradivo, oziroma kdorkoli drug, ki sodeluje na seji Sveta Koroške regije. Kaj lahko, če želite, ne? Dobro. Če ne se samo zaznanimo s tem res kvalitetno in jasno informacijo, torej predlagam sklep,
Svet Koroške regije se je seznanil z informacijo Zavoda za gozdove Slovenije o stanju državnih gozdov na Koroškem. Kdo je za? Soglasno sprejeto. Naslednja točka, 6. točka dnevnega reda, predlog poslovnika o načinu odločanja Sveta Koroške regije o primerih, ko odloča o funkciji skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih. Tu prosim svojega kolega iz naše občine, gospoda Močnika, da predstavi torej ta osnutek poslovnika v 10 točkah, ki bi bil, katerega predlagam, da sprejmemo za torej način odločanja, takrat, ko ta organ opravlja funkcijo v skladu z 61. členom zakona o lokalni samoupravi skupnega organa ustanoviteljev. Prosim. Hvala. Lep pozdrav vsem navzočim. Torej, Svet Koroške regije je v preteklosti že parkrat odločal o funkciji sveta ustanoviteljev posameznega javnega podjetja, javnega zavoda v primerih, ko so akti o ustanovitvi določali, da lahko Svet Koroške regije to funkcijo upravlja. Od lanskega leta pa tudi zakon predvideva zaradi racionalizacije, da v takih primerih, ker gre za zvezo občin, funkcijo sveta ustanoviteljev javnih podjetij in javnih zavodov, kjer so vse občine, so ustanoviteljice, opravlja tak svet. Vendar ne moremo pa postavljati enačaja, torej svet koroških občin ali svet Koroške regije ni enako svetu ustanoviteljev posameznega zavoda. Zaradi tega želimo, da bi te zadeve v nadalje postavili na svoje mesto, kar pomeni, da seveda v primeru, ko ta svet opravlja funkcijo sveta ustanoviteljev, se piše posebej zapisnik, kot sem prej rekel, ni enačaja med tema dvema svetoma in pa, da nekako le določimo tiste naloge, organizacijo dela in način odločanja, kar do zdaj nismo imeli niti v aktih o ustanovitvi. Zakon pa seveda predvideva, da bi moral akt o ustanovitvi posameznega sveta to določati. Gre za določene poenostavitve, racionalizacijo, hkrati pa, da zagotavljamo legitimnost delovanja sveta v takih primerih. No, zdaj zelo pomembno je, da te naloge opredelimo in v tem aktu, ki je v tem predlogu, ki je pred vami, mogoče bi to edino zdaj še povzel, katere so potem naloge sveta ustanoviteljev oziroma sveta Koroške regije, kadar nastopa v funkciji sveta ustanoviteljev. Da daje soglasje k statutom javnih zavodov in drugim aktom, da obravnava poslovna poročila zavodov in podjetij, odloča o investicijskih sredstvih in daje soglasje k razporeditvi presežkov prihodki nad odhodki. Sprejema ukrepe za morebitno finančno sanacijo oziroma kritje izgub, daje soglasje sistemizaciji delovnih mest, soglasja k imenovanju in razrešitvam direktorja in pa k izplačilom predlaganih nagrad direktorjev in nagrajevanje delovnih uspešnosti. Seveda pa svet ustanoviteljev ne more imeti pristojnosti posegati v spremembe samega odloka o ustanovitvi posameznega zavoda ali javnega podjetja in v tem primeru pač mora iti zadeva na vse svete občin ustanoviteljic. V zdajšnjem trenutku gre pravzaprav tu za dva javna zavoda in pa eno podjetje, ZRCK, Zdravstveni reševalni center Koroške, Koroške lekarne, kar se zavodov tiče, tu ste vse občine ustanoviteljice in pa Kocerod. Se pravi, konkretno teh treh ustanov se zadeva tiče. Hvala. Hvala. Če jaz prav razumem, bo še vedno naprej seje sveta Koroške regije, ampak v enem delu bomo torej ravnali kot ta organ, po tem poslovniku, na isti seji, ko bo seveda zopet Koroške lekarne, tako da ne bomo imeli zdaj dvojnih sej, če prav razumem. Prosim, gospod Bukovnik, župan občine Radlje. Spoštovani, lep dober dan tudi v imenu občine Radlje ob Dravi. Eno samo vprašanje
Tukaj gre za to, da mi sprejmemo sklep, da podaje svet Koroške regije soglasje in ne mnenje. Torej soglasje. Če mora svet Koroške regije soglašati, pomeni, da če svet Koroške regije ne soglaša, potem zavodi ne morejo izvajati, kljub temu, da so sprejeli na svojih svetih zavodov nekatere dokumente oziroma ukrepe, ki sledijo temu. Hvala za pojasnilo. Če se prav razumem, to bilo... Aha, vprašanje, ja, ok. Prosim te za odgovor. Glejte, oboje je možno. V primerih, ko zakon ali ustanovni akt za posamezni zavod zahteva soglasje ustanoviteljev, potem seveda brez tega soglasja ne more se izvesti sklep nadzornega sveta ali pa sveta zavoda. V določenih primerih pa zakon predvideva samo mnenje, kar pa ni obvezujoče. To ste zdaj to, kar imate na sejah občinskih svetov, že verjetno vsi parkrat to razliko doživeli, kadar je dajo občinski svet mnenje. Mnenje sicer mora svet zavoda pridobiti, ni pa obvezujoče. Kadar gre pa za soglasje, pa sklep sveta zavoda ne velja, dokler ni soglasje. Tudi statut ne velja, dokler ni soglasje ustanovitelja. V tem primeru ustanoviteljev vseh 12 koroških občin, funkcijo sveta ustanoviteljev pa ta svet opravlja, se pravi župani občin ustanoviteljic. Hvala. Še kakšna razprava? Hvala. Gospa Lesjak, prosim, županja občine Črna. Hvala, lep pozdrav tudi vsem v mojem imenu. Jaz imam tule samo eno pobudo za spremembo ali 2. člena ali pa 8. člena tega poslovnika, in sicer sta si malo v neskladju, glede na to, da 61. člen zakona o lokalni samoupravi določa, da svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic, izrecno pa v poslovniku tega ne piše, pač pa piše v 8. členu v 2. odstavku, da predstavlja svet ustanoviteljev tisti član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v svetu ustanoviteljev. Samo predlagam, da se v 2. členu določi, kdo sestavlja svet ustanoviteljev, pa potem se ta 8. člen tudi uskladi, ker zakon izrecno piše, da sestavljajo svet ustanoviteljev župani. Hvala za pobudo, gospe Lesjak, županja občine Črna. Zdaj, jaz bi predlagal, da nam date ta tekst, vkolikor je to možno, da potem lahko glasujejo o celem poslovniku. S to spremembo. Ne, saj tekst so člani sveta dobili. No. Nesporno je, da svet ustanoviteljev sestavljajo župani, pa tu ne glede na to, kakem takem aktu piše, ker zakon to določa, v 61. členu zakon o lokalni samoupravi. To ni sporno, ampak 8. člen se nanaša, torej 2. odstavek 8. člena se nanaša na to, če pozorno poslušate zdaj, pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljev vseh 12, pred posameznim občinskim svetom, konkretno, ko se stališča tega sveta predstavljajo občinskemu svetu Črne na Koroškem, predstavlja svet ustanoviteljev tisti član, konkretno županja, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice sveta ustanoviteljev. To pomeni, da v primeru, ko se predstavljajo stališča tega sveta, da ne gre zdaj 12 županov tja, bo članica torej županja Črne, magistra Romana Lesjak, v imenu tega sveta predstavlja svojemu občinskemu svetu. To govori 2. odstavek 8. člena. Se to ne boš ve, županja, nekaj druga je mislila, ne boš. Ja. Predlog mi dejte samo, v mestnem času. Dal na glasovanje, oziroma vključim v... Dodamo ta stavek, ja. Dobro. Se strinjate, dodamo stavek v 2. členu, da svet ustanoviteljev sestavljajo župani. Ok.
Okay. Dobro. In zakaj ni nikoli obratno? Zakaj ni nikoli obratno? Dobro. Še kakšna sprememba? To, še ena, še v 8. členu. Predstavlja svet ustanoviteljev tisti župan, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice. Ali pa tisti član, vse tam tako vse eno. Tam je vse eno. Čekaj, 8. člen pa sprememba ali ne? Ne. Tam ni nujno. Dobro. Dobro. Torej, v 2. členu dodamo stavek, da svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin. Še kakšna razprava? Lahko glasujemo v celoti, ali želite delno glasovati o tem? Mislim, da lahko celoti. Torej, s to spremembo predlagam sklep. Svet Koroške regije sprejme poslovnik o načinu sprejemanja odločitev Sveta Koroške regije v primerih, ko odloča o funkciji skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih. Kdo je za? 12 za. Hvala za sprejem. S tem dodanim stavkom v 2. členu. Prehajamo na predzadnjo točko oziroma točko imenovanje nadomestnih članov v razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija in zopet prosim za poročilo direktorico RRA Koroška Karmen Sonjak. Ta dopis je prišel iz strani Ministrstva za gospodarstvo, pravzaprav že po sklicu te seje, zato tudi ni bilo možno vklopiti v gradivo. Zadeva pa je taka, da predvsem naši člani, ki ste v razvojnem svetu vzhodne kohezijske regije, lahko veste, kako težko je z sklepčnostjo in da do sedaj po pravilniku ni veljalo pooblastilo za nadomeščanje oziroma če člana samega ni bilo, ker takrat pač v samem pravilniku tega ni bilo zavedenega. Zdaj so predlagali spremembo same uredbe o delovanju razvojnih svetov vzhodne kohezijske regije in s tem so spremenili tudi pravilnik, kjer so predlagali, da se za člane, da svet regije imenuje za svoje že imenovane člane namestnike, ki bi v odsotnosti člana lahko enakovredno zastopali pač regijo na seji sveta. Zdaj, ne vem, mi smo razmišljali, ko smo ta dopis dobili, kak bi bil predlog, s katerim bi morda nadomestne člane imenovali, ampak ker nismo prišli do neke pametnega predloga, smo razmišljali, da so zdaj sestava je taka, da imamo 4 župane, to se pravi iz Mislinjske doline je župan mestne občine Slovenj Gradec, potem iz občine Dravograd županja in pa iz Dravske doline je župan občine Radlje. Mežiška dolina je to pooblastilo dala županji občine Črna, tako da in pa predstavnico gospodarske zbornice oziroma predsednico upravnega odbora gospodarske zbornice. Zdaj je morda predlog, da iz tiste doline imenujete tudi nadomestnega člana, a ne, naprimer, ne vem, Črna, naprimer v Mežiški dolini se potem imenuje kot nadomestni član župan ene druge občine, v Mislinji imamo samo iz občino Mislinja in pa v Dravski dolini enako. Predsednica upravnega odbora pa je že dala pisno mnenje o pooblastilu, ki je z pooblastilom pač za nadomestnega člana imenovala v bistvu mene kot direktorico regionalne razvojne agencije. Teda to je morda predlog, ampak zadeva je stvar diskusije in vaše odločitve. Hvala. Prosim, torej za predloge, kdo bi koga nadomeščal, glede na to, da člani hodite. Bojan Borovnik, ja. Samo glede na 100% udeležbo ne dvomim, da bo potrebno karkoli nadomeščati.
Bojan Borovnik imamo, Romana Lesjak, gospod Matic Stasič, se strinjate? Matic Stasič, gospa Cigala, občina Dravograd. Lahko Karmen Sonjak. Ja, se, vi ste tudi članica že brez, a ne? Vi ste članica brez nadomeščanja že. Ja, pa hkrati je že članica. Ja, pišem. Mirko Voštner. Pa še, gospod Bukovnik. Imam samo Toneta, pa Franjina, še zdaj pa kjer mu se bolj zdi, no. Če se lahko gospodje, ja, mi dejte, no. Tisti, ko ni ponovadi funkcijo dobijo. Tako je včasih bilo. Gospod Geč, Srečko. Srečko Geč. Dobro, zbrali smo predloge, kot je direktorica predlagala, približno po dolinah. Še kakšna razprava, to mislim, da ni. Torej, predlog sklepa se glasi: Svet Koroške regije imenuje nadomestne člane v razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija, in sicer članico Romano Lesjak, županja občine Črna na Koroškem nadomešča gospod Matic Stasič, župan občine Prevalje, član Andreja Časa, župana MO Slovenj Gradec nadomešča gospod Bojan Borovnik, župan občine Mislinja, članico Marjano Cigala, župan občine Dravograd nadomešča gospod Mirko Voštner, župan občine Muta, člana Alana Bukovnika, župan občine Radlje nadomešča gospod Srečko Geč, župan Ribnice na Pohorju, članico Mojco Kert, predsednico UOZ Koroška pri GZS nadomešča Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška. Kdo je za? Enajst za, kdo je proti? Noben proti, sklep je sprejet. Prehajamo na naslednjo točko, zdaj točka o podjetju Kocerot oziroma o zapletih z upravnim dovoljenjem je omaknjena, ker gospod Plevnik še nima pripravljenega gradiva in nas bo sklical posebej na ta sestanek in smo torej pri 8. točki predlogi in pobude članov sveta Koroške regije. Prosim. Ni pobude, ni vprašanj. Ja, mislim, da kramlja, gospod Tasič. Gospod Kopmajer, ja, izvolite. Ja, hvala lepa. Tudi jaz se moram oglasiti, da bom šiht imel nekako. Glejte, če ni kjere druge pobude, bi pa jaz dal eno pobudo. Prej sem slišal, da je slab odziv na ministrstvih in glede pričakovanega časa odziva. Jaz bi predlagal, da vi takoj, ko začutite to potrebo v nas, vse tri, upam, da govorimo o vseh treh, da nas kontaktirate, mi pa seveda bomo zrihtali, da se ustrezna vrata, kot že zdaj 2 leti ponavljamo, da se bojo odprla. Predvsem, kar se tiče, jaz moram to zatrditi, da kar se tiče Ministrstva za okolje in prostor, kjer je mogoče malo bolj tako ministrstvo, s katerim imate več stikov, med drugim pa tudi pol kultura in Ministrstvo za zunanje zadeve in pa za Slovence po svetu. Seveda bomo pa zagotovili tudi ustrezne sogovornike, ki jih ste tudi rekli, da vas sprejmejo neki četrti nivo, pa to pravim, če boste preko nas to nekako nam sporočili, bomo tudi mi v tem smislu zagotovili ustrezne sogovornike. Zdaj, kar se pa tiče odlagališča zmes, če je že zdaj kaj možno postoriti glede uporabnega dovoljenja, kjer spada tudi kao pod našo ministrstvo za okolje in prostor, pa bi vas že zdaj prosil, da nekako... Ja, v redu, če ste se vse zmenili, pa tak ni problema. Hvala gospodu Kopmarju za ta pobudo, poziv. Gospa Lesjak, županja občine Črna, se javlja. Hvala.
Seveda nas zelo veseli pobuda poslanca Kopmajerja, da poišče ustreznega sogovornika. Mislim, da ni v tem problem, ker kadarkoli smo zaprosili, je tudi ta sogovornik bil. Zdaj lahko rečem, da se več ali manj že kar sami direktno obračamo, tudi direktno si odpiramo vrata, vendar velik problem je v časovnem okvirju in mislim, da bi tam bo treba sprejeti, da bi se stvari hitreje odvijale. Ni problem najti sogovornika, problem je časovni in tam se mi zdi, da lahko mogoče vi date pobudo, da bo recimo ta rok, ki je določen v tem gradivu, ki ga je pripravil RRA, kjer piše, da bo v roku pač 30.9. so dali zagotovilo, da bo to v 14 dneh uvrščeno na vlado. Če lahko to poskrbite, vam bomo najbrž tudi zelo hvaležni. Pa da pač porivate ljudi naprej, da devajo kaj v tem smislu. Ja, hvala. Hvala. Je pa res, da poslanci potrebujejo konkreten dogovor, ki ga je regija ali občina sklenila na ministrstvo, potem oni potrebujejo kot gradivo, da lahko zadeve pospešijo. Ne? Še kdo se javil? Če ne, se vam zahvaljujem torej za prvo prisotnost na ravnah Svet Koroške regije. Hvala.